Pravljični kotiček z Diano na Timi, Kids TV. Dober večer, otroci. Ste pripravljeni na novo dogodivščino? Danes se odpravimo na potep v Lanov rastlinjak. Le kaj vse raste v njem? Ste že radovedni? Jaz tudi. Danes smo se napotili v Lanov rastlinjak, da poiščemo korenje. Toda v Lanovem rastlinjaku je veliko rastlin. Kaj torej vemo o korenju? Korenje je zelenjava, ki vzklije iz semena in raste pod zemljo. To je velika in dolga korenina z manjšimi koreninicami, ki rastejo v različne smeri. Najširša je pri vrhu, proti dnu pa se postopoma tanjša. Običajno sta koža in sredica korenja svetlo-oranžne barve z rebrastimi linijami na zunanji strani ter svetlimi in temnimi kolobarji na notranji strani, ki so vidni, ko korenje prerežemo. Korenje ima zelena razvejena stebla, ki rastejo navzgor v obliki grmičastega listja. Pogosto se zgornji del korenja prikaže iz zemlje, kot dozori. Pomagajmo Lanu najti korenje. Korenje je zelenjava, ki vzklije iz semena. Je to korenje? Ne, to je sladki krompir. Sladki krompir je zelenjava, vendar zraste iz drugega sladkega krompirja in ne iz semen. Korenje raste pod zemljo. Je to korenje? Ne, to je por. Čebulica pora začne rasti pod zemljo, nato pa poganja navzgor, ne navzdol. Korenje je velika in dolga korenina z manjšimi koreninicami, ki rastejo v različne smeri. Je to korenje? Ne, to je repa. Repa je velika korenina z manjšimi poganjki korenin, vendar je majhna in debela, ni podolgovata kot korenje. Korenje je najširše pri vrhu, proti dnu pa se postopoma tanjša. Je to korenje? Ne, to je hruška. Hruška je široka pri dnu in se oži proti vrhu. Koža in sredica korenja sta svetlo-oranžne barve z rebrastimi linijami na zunanji strani. Je to korenje? Ne, to je pomaranča. Pomaranča ima kožo in sredico svetlo-oranžne barve, vendar ima na koži majhne vdolbinice in ne rebrastih linij kot korenje. Korenje ima svetle in temne kolobarje na notranji strani, ki so vidni, ko ga prerežemo. Je to korenje? Ne, to je pesa. Pesa ima na notranji strani svetle in temne kolobarje, ki so vidni, če jo prerežemo, ampak so rdeče in bele barve, ne pa oranžne kot pri korenju. Korenje ima zelena razvejana stebla, ki rastejo navzgor. Je to korenje? Ne, to je brstični ohrovt. Brstični ohrovt ima veliko stebel, vendar rastejo ob strani in ne naravnost navzgor kot pri korenju. Na vrhu korenjevih stebel je grmičasto listje. Je to korenje? Ne, to je česen. Česen ima stebla, ki poganjajo navzgor, vendar nima grmičastih listov kot korenje. Ko korenje dozori, se zgornji del prikaže iz zemlje. Je to korenje? Ne, to je redkvica. Vrh korenine redkvice lahko pokuka iz zemlje, ko dozori, vendar je večina redkvice rdeče in bele in ne oranžne barve, kot je korenje. Še vedno nismo našli korenja, čeprav ga že dolgo iščemo. Le kje bi lahko bilo? Je to korenje? Seveda, to je korenje. Je zelenjava, ki vzklije iz semena in raste pod zemljo. Je velika in dolga korenina z majhnimi koreninicami, ki rastejo v različne smeri. Najširša je pri vrhu, proti dnu pa se postopoma tanjša. Koža in sredica korenja sta svetlo-oranžne barve z rebrastimi linijami na zunanji strani ter svetlimi in temnimi kolobarji na notranji strani, ki so vidni, ko ga prerežemo. Ima zelena razvejana stebla, ki rastejo navzgor v obliki grmičastega listja. In zgornji del se prikaže iz zemlje, ko dozori. Hura! Našli smo Lanovo korenje!
ravno pravi čas, da nahranimo lačne hišne ljubljenčke in nekaj lačnih prijateljev. Zdaj pa otroci vprašanje. Katero zelenjavo lahko torej najdemo v lanovem rastlinjaku? In medtem, ko vi vztrajno brskate po vaših možgančkih in iščete odgovore, bom jaz samo še rekla: hitro, hitro oči zaprite, z mehko dekico se pokrite, mene pa v svojem srčku skrite. Objem, poljubček in lahko noč.